bi rekel, da je korona simbolna eksplozija tega bila, ne? Ko ljudje sploh več ne ločijo med znanjem in mnenjem. Je zame glavni problem v Sloveniji v tem trenutku ta, da imamo izrazito pomanjkanje političnih voditeljev. In dejstvo je očitno, da imamo v Sloveniji ta problem, da sposobni ljudje si ne želijo iti v politiko. Poglejte si kakovost naših komisarjev do zdaj. Njihova politična in siceršnja teža v primerjavi z njihovimi kolegi v Evropski komisiji je zanemarljiva. Če pogledamo proti Bruslju, smo mi popolnoma bosi. Evropa je kot en muzej v resnici na prostem, kamor prihajajo kitajski, indijski, ameriški turisti, ne? Mi smo pa vse bolj prodajalci kart na vratih, ki tako kot v Benetkah ali pa zdaj v Dubrovniku tudi na vratih zaračunavajo vstopnino. Združeni narodi, takšni kot so, z varnostnim svetom, ki mu danes Slovenija predseduje, takšnim kot je, so narejeni blizu 20. stoletje. Spreminja se tudi struktura družbe. In mi s tem ne znamo upravljati. Mi s tem nočemo upravljati. Mi se s tem sploh ne ukvarjamo. Gostje smo tokrat povabili profesorja Dejana Verčiča z Fakultete za družbene vede, kjer je tudi predstojnik Centra za marketing in odnose z javnostmi, pa prav tako ste partner v svetovalni in komunikacijski družbi Herman in partnerji. Tako da, lep dober dan. Dober dan. Danes bi z vami rad spregovoril nekaj besed o komunikaciji, komuniciranju, kaj je novega, kakšni so trendi, pa tudi v katero smer recimo bi mogla morda slovenska vlada bolj komunicirati oziroma cela politika, da bi neke sisteme, kot so demokratični sistem pa osnovne institucije postale bolj zaupanja vredne, da bi ljudje imeli več zaupanja v državo in tako naprej. Tako da na začetku bi me zanimali, kaj novega z tega področja, s čim se trenutno ukvarjate? Stvar, ki me zadnjih nekaj let najbolj prevzema, so posledice digitalizacije na komuniciranje. Moje videnje našega časa je, da živimo v nekem obdobju, ki je po globini sprememb, ki jih prenaša, primerljivo z časom izuma premičnega tiska. Se pravi, če gremo približno 500 let nazaj, imeli smo neko Evropo, v kateri sta bili sveta in posvetna oblast več ali manj združeni. Ljudje, če so hoteli razumeti sveto besedo, so morali iti v cerkev, ker samo tam se je govorilo latinsko in je bilo možno slišati, kaj in kako. S pojavom premičnega tiska pa je postalo smiselno začeti prevajati v ljudske jezike. In ta sprememba je med drugim pomenila, da so se jeziki morali na nek način standardizirati. Ti si se moral odločiti, kaj je slovenščina, kaj je nemščina, kaj je francoščina, kar pomeni, da je to usodno vplivalo na samo razumevanje narodov, kakršne poznamo danes. Jaz pravim, da narodi, ki so se takrat vknjižili, so preživeli do danes. Slovenci smo lep primer tega, ni bilo nujno, da si imel državo. Usodno je bilo, da si imel knjigo. Jezik. Jezik, tako je. Svoj jezik. In tako kot mi, podobno recimo Katalonci in še nekateri drugi narodi so tudi brez države vmes preživeli do današnjega časa in Slovenci smo potem na koncu tudi do države prišli. Skratka, prišlo je do oblikovanja teh narodov na način, kot ga razumemo danes. Na drugi strani je prišlo do ločitve svete in posvetne oblasti. Dobili smo obdobje vojn, ki je trajalo pravzaprav skoraj 300 let. Končalo se je s 30-letno vojno, ki je ravno v zgornjem delu Srednje Evrope ponekod po polovico prebivalstva pravzaprav izbrisala iz zemlje. Skratka, zelo usodne spremembe so se dogajale in te usodne spremembe je danes težko razumeti nazaj. Ampak podobna zadeva, kot se je takrat zgodila, se dogaja danes. S tem, da danes prihaja do razločevanja, tako kot je tam prišlo do razločevanja cerkve in države, če hočete, in je potem prišlo tudi do vseh protestantskih gibanj in vsega, kar je iz tega sledilo.
Danes prihaja do ločevanja med državo in znanostjo. Namreč znanost, kakršno mi poznamo danes in njen učinek na naše vsakodnevno življenje je usodno odvisen od povezave med znanostjo in državo. Kar se recimo najlepše vidi in se je najlepše videlo tudi v času covida pri medicini. Kako deluje sodobna medicina? Deluje skozi uradno doktrino. Vi, če hočete biti zdravnik, morate najprej študirati na medicinski fakulteti, ki ima državno licenco, potem morate iti skozi procese stažiranja in tako naprej, kjer na koncu dobite spet licenco, sicer pri nas od zdravniške zbornice, ampak v resnici po pooblastilu države. In če se ne strinjate z uradno doktrino, vam bodo to licenco vzeli in zdaj, če si vi predstavljate kot zdravnik, pa nimate licence, boste končali v zaporu. Se pravi, celoten ta pogon je usodno vezan na državo. In kakorkoli se zdravniki hočejo premikati po svetu, vedno potrebujejo v vsaki novi državi ali pa celo v njenem delu, ponekod, kot je recimo v Združenih državah Amerike, licenco, ki je v resnici v ozadju zaščitena z državo. In večina urejenih profesij ima ta sistem. Tudi velik del gradbeništva, če pogledate, je vezan na to in izpiti, ki jih tam potrebujete, licence, ki jih potrebujete. Če hočete zgraditi eno hišo, potrebujete milijon nekih papirjev, ki jih v resnici v ozadju stoji država. Zakaj je to pomembno? Znanost je vendarle bila vzpostavljena v zadnjih 200-300 letih kot nek zelo hierarhičen sistem, ki je na koncu bil zaščiten z državo. Včasih je zelo težko bilo se sprehajati po tem sistemu in priti do pravih informacij, do pravega znanja in podobnega. Imeli ste te strašno debele enciklopedije, imeli smo knjižnice. Jaz vedno trdim, mi smo zrasli v Nuku, v čitalnici. Današnja mladina, komaj da ve, kaj je knjiga, kaj je čitalnica, pa sploh več ne. To je za njih tako kot za nas muzej. In internet, s tem, ko je recimo tam konec 20. stoletja prišel najprej z svetovnim spletom, ki vam omogoča, da danes pravzaprav pridete do znanja o čemerkoli. Z kateregakoli konca sveta. Z kateregakoli konca sveta. Ne potrebujete enciklopedije Britanike, zato ker je v njej več napak, kot jih boste našli recimo na Wikipediji danes. Želite narediti atomsko bombo, najmanjši problem. Znanje o tem je javno objavljeno. Hočete narediti navadne bombe, kar vidimo v svetu, najmanjši problem. Zdaj smo se znašli v nekem zelo delikatnem trenutku, ki je pravzaprav se že začel v 20. stoletju, eksplodiral pa je, jaz bi rekel, da je korona simbolna eksplozija tega bila, ko ljudje sploh več ne ločijo med znanjem in mnenjem. Imeli ste razprave recimo v studiu na televiziji, kjer na eni strani sedijo zdravniki, profesori na medicinski fakulteti, ljudje, ki so najprej študirali 12, 14, 16 let, potem delali v svoji stroki še naslednjih recimo 10 let, skratka imajo za sabo nekaj 10 let študija, na eni strani in na drugi strani ste imeli ljudi, ki so si vzeli 15, 20 ali pa 30 minut časa, da so brskali po internetu in so ugotovili, kaj je resnica in so jo popolnoma mirno zagovarjali. Javni mediji so pa to relativno enostavno spuščali v eter, ne samo v Sloveniji, to je globalni problem. In zdaj smo se znašli v tej situaciji, da avtoritete enostavno niso več zaščitene na enak način, kot so bile in verjetno nikoli več ne bodo, vsaj v zahodni civilizaciji, v delih Azije, Afrike in tako naprej se mogoče lahko pogovarjamo drugače. In na drugi strani to ustvarja nek popolnoma nov javni prostor, ki v resnici danes obstaja na družbenih omrežjih in na internetu. To je danes v resnici prostor javnosti. Kar pa posebej za male narode, kot smo Slovenci, sproža neke popolnoma nove izzive, na katere, po mojem mnenju, se mi v tem trenutku sploh še niti nismo začeli odzivati.
nekaj preprostih zadev. Poglejte, kaj se dogaja s tiskom v Sloveniji. Ne? Manj kot 20% Slovencev redno bere tisk, ne? Tiskane medije v tem trenutku. Kar pomeni, to je postala zelo tako elitna zabava zadev gospodarskih in političnih elit, ki si med seboj dopisujejo, s tem upravim. Ne? In samo še oni si med sabo berejo te medije. Ne? Poglejte, kaj se dogaja v širšem medijskem prostoru. Ne? Mladina se je v glavnem enostavno nekam odselila. Zdaj spet, tu se je zgodilo na prehodu iz 20. v 21. stoletje zelo dosti stvari, ki jih mi nismo hoteli opaziti kot družba enostavno. Ne? Spet. Ne? Do padca Berlinskega zidu. Tu je pravzaprav prišlo do zanimivega prekrivanja političnih in tehnoloških sprememb, ki so se istočasno dogajali. Tam do padca Berlinskega zidu približno ste imeli povsod po svetu, ne samo pri nas, ne, medijske sisteme, ki so bili izrazito monolitni. V Sloveniji je to pomenilo, imeli ste RTV Slovenija, ne, ki je pač vladala v radijskem in televizijskem prostoru. Ampak vse to, kar je včasih terjalo dosti ljudi, državna dovoljenja, drage investicije, ne vem kaj vse skupaj, ne, danes delamo s tem, z mobilnim telefonom. S tem lahko naredimo enako, skoraj da enako dobro televizijo. In mnogi delajo televizijo s telefonom. Ne. In tudi, če hočemo narediti časopis, ga lahko naredimo telefon. Ne, skratka, vse, kar danes potrebujemo, je en spodoben telefon, ne, na internetu. In to je pošteno spremenilo medijski svet. Ne. Med drugim je, kar je za nas v Sloveniji zelo pomembno, med drugim je tako odprlo meje, ne, da današnja mladina, mnogi med njimi, se rojeva v resnici v angleško govoreči prostor. In mnogi moji študenti v resnici dosti boljše govorijo angleško kot slovensko. Čisto zares. To je žalostno, ampak je res. Mi pravzaprav nismo takrat spostavili dobenih mehanizmov, ki bi vzpostavili vzdržnost nas kot naroda, kot bi se danes v novoreko temu rekla. Ne? Skratka, zamudili smo postavitev NUK 2, ki je med drugim imel in ima pomembno vlogo pomagati pri prehodu slovenščine v digitalno dobo. Ne? Mi nismo imeli nikoli nobene resne razprave o tem, kaj je medijski prostor danes v Sloveniji, kaj mediji sploh so, ne? Kaj so javni mediji, kaj so zasebni mediji, kako naj to deluje. In končna posledica tega je, da imamo zelo hitro padajočo gospodarsko bazo medijskega sistema našega slovenskega, da ogromna količina, verjetno, da že več kot polovica vsega denarja, ki gre v oglaševanje in tudi v druge oblike financiranja medijev, odhaja v tujino, direktno. Nam pa pravzaprav ta lasten medijski prostor počasi je v neki spirali navzdol. Zaradi tega imamo resne probleme z jezikom, če me nekdo kaj vpraša. Ne? Jaz mislim, da kakovost javnega govora v Sloveniji ni bila nikoli briljantna, verjetno iz zgodovinskih razlogov, pač nismo imeli lastne aristokracije, nismo imeli lastne države, nismo imeli resnih parlamentarnih debat in zato se naši parlamentarci nikoli niso naučili govoriti in zato imamo tako dolgočasen državni zbor, kot ga imamo, če jih poslušamo. Zdaj pa se stanje samo še slabša. In to je zelo, zelo resen problem. In ena izmed zadev, ki bi jih kot narod in država morali narediti, je sprožiti zelo resno razpravo in to na ravni skoraj da okrogle mize, ki bi morala vse politične frakcije pripeljati za isto mizo, z vprašanjem, kako jezikovno preživeti. Ker jezik je pa temelj države oziroma Tako je. Naroda. Ne? Če izgubimo slovenščino, potem se odpre vprašanje, kaj je slovenski način življenja, ker to dvoje se prepleta. In če izgubimo to, potem kakšen je smisel države? Mislim, imeti majhno državo je izredno drago.
Iz ekonomskih razlogov nikoli ni smiselno imeti države. To ni dovolj. Če izgubimo ta duhovni del, potem smo izgubili vse. In jaz se bojim, da mi zadnjih 20-30 let to postopoma izgubljamo. In nihče se resno ne loti vprašanja, kaj pa zdaj. Tudi kolikor je bilo nekih poskusov spreminjanja medijske zakonodaje strani dosedanjih vlad, jaz se ves čas bojim tega in imam občutek, podobno kot pri zdravstvu v resnici, da poskušajo vlade problem reševati tako, da bi se trudile priti nazaj v 20. stoletje. Takrat je bilo pa v redu. Me zelo veseli ta vaša diagnoza, pravzaprav sploh problema, ker kot ste rekli, obstaja neko mladodušje, pa nihče ne točno ve, zakaj obstaja. Ampak mladina ne diha več tako kot starejša generacija, medijsko so nepovezani, eni gledajo en javni prostor, drugi so v drugem prostoru, eni bi radi, da se govori slovensko, drugi govorijo na pol angleško, tudi jaz bi rekel, že v službi pa še kje opažam, da je tukaj ena mešanica nekih izrazov, pa velikrat slišimo potem, da nimamo tega izraza, ampak velikrat se pa tudi ne potrudimo, da bi ga najdli, ali pa mladina, ki reče, se sploh nimamo ustrezne prevedenke za določen izraz. To se kar zgublja. To sploh ni res. Jaz mislim, da slovenščina je že pokazala in tudi naši jezikoslovci vsak dan znova dokazujejo, da je slovenščina zelo prožni in razvijajoč se jezik. In do zdaj še nisem pravzaprav slišal nobenega izraza, za katerega se ne bi dalo lepo po slovensko povedati. Samo potruditi se je treba. Zdaj, ta napor je pa tudi neka posebnost, ki se izkazuje. Tu je, zdaj, dobro ste omenili ta problem različnega videnja sveta zaradi nove medijske krajine. V tistem starem sistemu, ko ste imeli en centraliziran RTV sistem, pa približno hierarhijo v tisku, je res bilo tako. Vsi ljudje so zvečer videli ista poročila. Kar pomeni, živeli so tudi v istem medijskem svetu ali pa so prebrali iste zgodbe v časopisih. Naslednji dan, ko so prišli v šole ali pa v službo, so se pogovarjali lahko o isti realnosti. Danes, ko se ljudje najdejo v šoli ali pa v službi ali pa kjerkoli, hoče na kakšni kavi kje, je vsak izmed njih gledal neko drugo realnost verjetno na svojem spletu. Gledamo telefone, tablice, računalnike, in vsak vidi nekaj drugega. In zdaj sploh mladina, starejši se še nekako držijo televizije, pa gledajo neka poročila, pa približno, čeprav že tukaj je pomembno, katera poročila gledaš. Ampak mladi pa sploh. Bom dal nekaj banalnih primerov. Jaz predavam predmet odnosi z javnostmi v prvem letniku Fakultete za družbene vede in moj predmet je tako imenovan oddelčni predmet, kar pomeni, da so pri njem študenti 3 smeri, pridejo študenti novinarstva, študenti medijskih študij in študenti tržnega komuniciranja in odnosi z javnostmi. Vsako leto postavim nekaj preprostih vprašanj na začetku in sicer prvo vprašanje se glasi, kdo je sinoči gledal katerakoli poročila na televiziji. Ena roka približno se dvigne in še ta roka se na koncu izkaže, da gre za kakšnega aktivista, kakšne politične stranke. V dvorani je 120 približno študentov. Se pravi, od 120 študentov komunikologije, med katerimi je približno tretjina bodočih novinarjev, ni prejšnji dan pogledalo nobenih poročil. Potem jih vprašam, kdo je prejšnjem tednu držal kakršenkoli časopis v rokah. Fizično držal kakšen časopis. Spet ena ali pa 2 roki, in še pri teh 2 rokah se izkaže, da so šli čez vikend k babici domov, pa so slučajno videli, nedelo na mizi, pa so pogledali, kaj je ta čudež. Kak čudno zgleda. Papir, velik, pa tako. In to je za njih pomenilo, da so držali v rokah časopis. V takšnem svetu, kjer ste imeli prej zelo jasno, kaj je neka javna agenda, ki se je lahko potem selila med javnostjo, mediji in politiko, in smo lahko primerjali, kako se to troje med sabo ujema, ste dobili zdaj nek popolnoma razbit prostor,
kjer živimo hkrati v zelo različnih dimenzijah in prostorih. Ne? In se je zelo težko včasih pogovarjati. In tudi situacija je zdaj takšna, če vprašate študente, pa sej danes celo, če greste na cesto, pa splošno javnost vprašate, da naj vam naštejejo člane vlade, me prav zanima, dokoliko imen bodo znali priti. Ne? Mi niti ključnih ljudi v vladi več ne poznamo kot družba. Ne? In to, kako lahko takšna družba deluje, ne? Je zelo zanimivo in odprto vprašanje. In spet, če pogledate še istočasno, kako se je ta naš medijski prostor pa postavil na noge, ne, ugotovite, da pravzaprav imamo zelo malo medijskih lastnikov v Sloveniji, ne, zelo konkretnih, ki imajo zelo konkretne posebne interese, ki niso nujno povezani z rastjo gledanosti, branosti, poslušanosti njihovih programov, ampak imajo zelo konkretne neke svoje poslovne interese, ki jih uveljavljajo z tem, da imajo v rokah te medije. In smo pred problemom. Jaz mislim, da ta problem te razbitosti je pravzaprav ugotovila tudi že politika. Ne? Če pogledamo, se določen del komunikacije seli na družbena omrežja. Me zanima vaše mnenje, recimo predsednik vlade je v to svojo komunikacijo na nek način vpletel svojo partnerko Tino Gaber, kjer ona recimo čez vikend posname dogajanje, zasebno življenje in pravzaprav imamo vsi vpogled lahko, kako Robert Golob živi za vikenda. Ne? A vi vidite v tem dodano vrednost, ali ste do tega kritični, ali je to, kakšno je vaše mnenje? Jaz bi z druge perspektive pogledal. S politiki je tako, ne? Politiki potrebujejo ljudi. Ne? Obstaja ta stara šala o francoski revoluciji. Ne? Robespierre v neki gostilni pije, ne, v Parizu, medtem ko zunaj gre mimo ena kolona demonstrantov, ne, in on odloži svoj kozarc vina in reče, prijatelji, jaz moram iti za njimi, vendarle sem njihov voditelj. Ne? Isto je s politiki. Spomnite se, vi ste mlajši, ne vem, če se spomnite še tega, prvi, ki je v resnici v Sloveniji to na zelo inteligenten način, novodoben način, čeprav že prej bi lahko zaznali to, recimo pri Milanu Kučanu, ampak prvi, ki je to na ta sodoben način začel uvajati, je bil v resnici Janez Drnovšek, ki je pripeljal najprej v politiko svojega psa, če se spomnite, ne? Arturja. Ne? In to po nasvetu francoskega marketinškega strokovnjaka, ki je prišel pripravljati volitve za LDS v nekem trenutku do Jacques Seguela. Potem je bil isti Drnovšek prvi, ki je šel na televizijo v res zabavno oddajo, če se spomnite. Mislim, da je bil Gaga na televiziji, ali ena od tovrstnih oddaj je bila. Vsi tako ga že čudno gledali. Ne? Potem smo imeli bolj ponesrečene poskuse kopiranja Drnovška, ko je šel kakšen minister se metati v žajfnico po televizijo. Ne? Ampak hočem reči, v nekem trenutku na podlagi tudi raziskav, ne, je bilo ugotovljeno, ljudje ne gledajo poročil. Ljudje gledajo zabavne oddaje na televiziji. Ne? To je še pravzaprav začetek internetne dobe. Ne? In že tam vidimo ta poskus tega, da politiki grejo tja, kjer so ljudje. Ne? Potem v naslednji fazi se je zgodilo, da je Drnovšek začel pisati svoj blog. Ne, to je tudi bila taka prva. Ne. On je imel občutek v nekem trenutku, da se mu mediji zapirajo, ne glede na to, da je, mislim, da je takrat že bil celo predsednik države. Ne. In da ima dosti zapovedati, kar ne more. In je šel pisati svoj blog. Skratka, hočem reči, to tudi v Sloveniji že od nekdaj obstaja. Ne. Politiki morajo iti tja, kjer so ljudje. In zato Borut Pahor je imel drugo verzijo tega, ne, razen Instagrama, in to je, da šel naokoli po Sloveniji, non-stop hodil in pravzaprav še vedno hodi in je, če se spomnite pred eno kampanjo, tudi različne poklice opravljajo in podobne zadeve. Skratka, politiki grejo tja, kjer so ljudje. To je prvi del. Drugi bistven del, ki je pa s tem povezan, kar se dogaja, pa je, da se je politika ravno s prihodom interneta približno izrazito personalizirala. Mi smo imeli včasih politične stranke in politične bloke,
ki so bili vezani na neka globje tokove v družbi. Ne. Socialisti, socialdemokrati, ne, so bili delavska stranka v bistvu, ne, in so predstavljali delavstvo. Ne. Tega delavstva danes več ni. Ne. V resnici večina teh, ki danes delajo, je mogoče zaposlena celo v državni upravi. Skratka, če hočejo predstavljati te, ki delajo, ne, je to čisto druga baza. Ne. Na drugi strani smo imeli bolj konzervativne stranke, ki so bile vezane na tradicijo, tudi so pokrivale recimo nemestna središča, bile vezane tudi na bolj odgovorno gospodarsko poslovanje in podobne zadeve. Ne. In skratka, je bilo jasno, če si imel dve stranki, ne, ena je bila bolj leva in ta leva je pomenila, je bolj socialistična, bolj delavska, ne. Druga je bila pa bolj meščanska, pa tudi bolj vezana istočasno na vas in je bila bolj konzervativna. Ne. To se je danes v resnici v politiki razpadlo. In je zelo težko pravzaprav iz programov razbrati, kdo je kaj in zakaj. Ne. Mi danes v resnici politike, stranke ločujemo po voditeljih in jih tudi imenujemo na ta način. Ne. Zdaj, če pogledamo ameriške volitve, recimo, Donald Trump bi lahko bil enako demokrat kot je republikanec, kot predsedniški kandidat zdaj. Ne. Pravzaprav mislim, da je celo v mlajših letih bil demokrat, ne, ali pa se je vsaj izjasneval za demokrata. Skratka, v Sloveniji imamo tako ali tako non-stop prehode med strankami. Ne. Mi imamo ljudi, ki so menjali že 5-6 strank, brez kakršnega koli problema. Ne. Tako da, vprašanje, na kakšen način najprej sploh biti opažen, to je velik problem v tem novem medijskem svetu, ne, ker kot sem rekel, jaz mislim, da velika večina ljudi ni sposobna imenovati niti četrtine obstoječe vlade poimensko. Ne. Skratka, imamo problem zdaj, da so se pojavile avtoritete, ker to vendarle so pozicijsko so to avtoritete, ne, ki jih nihče ne pozna, ki so popolnoma nepomembne z tega stališča. Ne. Tudi, če grejo na televizijo, pa nekaj rečejo, prvo vprašanje, ki ga ljudje postavijo, ko gledajo, je, kdo pa je to. Skratka, imamo problem vidnosti, ki jo treba vzpostaviti, ne, in pa vezave zdaj nekih teh ljudi nase. In tukaj je zdaj prišlo do poskusov pač postavljanja tudi neke vrste čustvenega odnosa z volivci. Ne? In tukaj zdaj pridemo s tem prepletanjem z vplivništvom. V resnici je zame glavni problem v Sloveniji v tem trenutku ta, da imamo izrazito pomanjkanje političnih voditeljev. Mi nimamo ljudi, ali pa zelo malo, vprašanje, če več kot enega sploh v tem trenutku, aktivnega politika, ki je sposoben stabilno več let voditi neko politiko, imeti za sabo neko stranko, ki mu sledi in računati na to, da ga bojo ljudje na naslednjih volitvah volili. Mi pa živimo pravzaprav v nekem zelo smešnem svetu, jaz bi temu skoraj rekel politični sistem 1,5 stranke, kjer na vsaka volitve pravzaprav gremo Janša ja, Janša ne. Edini, ki pravzaprav funkcionira skozi leta, je Janez Janša. Ne. To, da se ne uspe vzpostaviti še nekaj ljudi, ki bi bili tega ranga in ki bi bili sposobni neke politične opcije artikulirati, ne, se mi zdi velik politični problem in dejstvo je očitno, da imamo v Sloveniji ta problem, da sposobni ljudje si ne želijo iti v politiko. Kar zna biti širši evropski, pa mogoče cel zahodni svet ima ta problem. Kakovost politikov danes, mislim, poglejte si nemškega kanclerja, francoskega predsednika, pa tudi britanskega premierja, to ni prva liga enostavno. Politikov, tako kot smo jih poznali. Zdaj, kaj to seveda prideva do Slovenije spet? Ne? Jaz mislim, da to, kar počnejo v vladnem kabinetu ali pa kar počne premierski par, je v resnici poskus sledenja temu. Teoretično imata prav. Ali pa praktično imata pozitivne učinke iz tega, pa nisem popolnoma prepričan, ne? Oziroma bi si drznil kar dvomiti v to.
sploh v neki situaciji, ko manjka nekih rezultatov, ko imamo težave, da ni bilo nič zgrajenega, ki je dosti po poplavah, nekdo pa za vikend pač uživa. Tle bi jaz rekel, da so to težave, lahko v smislu verodostojnosti. To je problem vodenja. Ne? Če bi mi imeli takšno voditeljsko zmožnost, kot imamo danes, pa na različnih problemih, se niso samo poplave. Poplave so prizadele nek krog ljudi, ampak se imamo zdravstvo, je čisto ista zadeva, šolstvo je čisto ista zadeva, kamorkoli pogledamo, je zadeva podobna. Mi nikoli ne bi do države prišli na ta način. Skratka, zato pravim, imamo resen problem z vodenjem. S tem pa, da to hitro menjavanje vlad, ki smo mu bili priča zadnjih 15 let, je pa tudi usodno poseglo v kakovost državne uprave, kar je naslednji problem. S politike je tako, politiki prihajajo in odhajajo. In to, kar se mi zdaj pridušajo v medijih, kako Golob postavlja neke svoje poslance za ministre, to ne bi bilo nič hudega, če bi na teh ministrstvih obstajala močna uradniška ekipa. Vse smo gledali britansko serijo Yes, minister. Če imaš dobro državno upravo, civil service britanski, ki dela svoje in približno ve, kam država mora iti, in skrbi za to državo, ministri pridejo, grejo, najmanjši problem. Ampak te hitre menjave pri nas so začele prinašati spodjedanje nekega uradniškega temelja z rednim zaposlovanjem političnih prijateljev v času odhajanja vsakokratne vlade, in te ljudje, ki so prišli čez politiko, čez ministerske kabinete v državno upravo, so se razporedili, zdaj eni se kregajo, drugi se skrivajo, ko je una vlada, ampak mi tudi državne uprave danes nimamo, da bi bili sposobni nekatere zadeve normalno upravljati. Dal en drug primer, imamo resen problem v tem trenutku, da bi in domača in tuja podjetja zelo rada gradila svoje objekte v Sloveniji in rasla v Sloveniji, ampak je sistem postal tako kompliciran in neobvladljiv, zaradi pridobivanja milijonov dovoljenj. Ni samo nuklearko, bomo gradili 20 let, ampak tudi, če hočeš en navaden mali industrijski obrat, ki je postaviti, ti lahko 10 let traja, da to umeščanje v prostor in pridobivanje vse skupaj dovoljenj, in ljudje se dobesedno umikajo, eni na Hrvaško, drugi v Italijo, in to zna tudi na področju gospodarstva za nas imeti zelo hude probleme. Zdajle v teh dneh se soočamo tudi z eno evidentno lažjo predsednika vlade, pač bom njega izpostavil, ko je govoril o tistem pismu, da ne obstaja od predsednice Evropske komisije, pa se ga je javno postavilo na laž, pa praktično nihče ni resno reagiral. Mogoče 20 let nazaj bi za tako laž predsednik že iskal odstopno pismo, pisal in iskal prostor, kamor se bo umaknil. Praktično nihče ne reagira. Zdaj, a vi to vidite tukaj problem zasičenosti z informacijami, a so bili tukaj mediji premalo glasni, na nek način vse skupaj, psi lajajo, karavana gre dalje, oziroma psi niti ne lajajo, ali kako? Jaz mislim, da tu prvo, kar je tudi pred 20 leti, ne verjamem, da bi premier za takšno laž moral odstopiti. Enostavno smo mi v zadnjih 30 plus letih izgubili vsako odgovornost do javne besede. Skratka, vse to ni edina. Mislim, v tem trenutku verjeti politikom pri nas, pa ni nujno samo pri nas, ni ravno modra odločitev. In to je spet resen problem, ker to pomeni, da avtoritete enostavno nima več prave teže. Če ni res, pa kaj? Vse pogledajte, kaj vse se je v zadnjem času govorilo na področju zdravstva. Koliko reform smo zdaj že preživeli in kam smo prišli, v resnici pa na tleh, kot se temu lepo reče, če greste pogledati po zdravstvenih domovih, bolnišnicah, zadeva nikakor se ne izboljšuje, ampak se prej slabša. Skratka, tu so resni problemi, da mi nimamo neke odgovornosti do javne besede.
mnogih področjih. Druga zadeva, ki pa je s tem povezana, pa je, da spet zaradi tega ihtavega menjavanja vlad smo mi izgubili znanje vladanja. Lahko se pogovarjamo tudi o tem, ali smo kdaj ga imeli ali ne, ampak nekatere zadeve je enostavno potrebno znati. In umeščanje pravega kandidata v komisijo Evropske unije je precej zapleten proces, ne, ki bi ga morali dolgoročno delati, ne, zelo pazljivo premišljati. Ne. In mi tega ne počnemo. Poglejte si kakovost naših komisarjev do zdaj. Njihova politična in siceršnja teža v primerjavi z njihovimi kolegi v Evropski komisiji je zanemarljiva, tako rekoč. To so bili ljudje, ki so prišli v Bruselj, postali komisarji brez kakršnega koli zaledja, brez kakršne koli kilometrine. Ne? Ali so bili neki strokovnjaki na svojih področjih, ne? Lahko si dober ekonomist, ne? Pa na nekem inštitutu dobro dela. To ne pomeni, da si sposoben upravljati z nekim velikim sistemom ali pa tako kot Violeta Bulcko. Ne? Je kar od nekod prišla, bila in šla, tako rekoč. Ne? Mi enostavno s tem Brusljem nikoli nismo vzpostavili odnosa, da bi si pa drznil reči, ne, ki bi bil primerljiv odnosu, ki ga je vendarle slovenska politika v 20. stoletju imela do Beograda. Kjer je vendarle, če gledamo danes nazaj, ne, videti, da je šlo za nek zelo premišljen sistem, ne, kjer je se nekdo ukvarjal s vprašanjem, kdo so naši ljudje tam, ne, kam bomo koga poslali, zakaj, kakšni so naši interesi, kaj moramo doseči. Če pogledamo proti Bruslju, smo mi popolnoma bosi. Že če se primerjamo z Hrvati in pogledamo, kakšna je njihova politika in stabilnost delovanja v Bruslju, smo mi palčki, ne? In zato tudi vsakič, ko se z njimi skregamo, dobimo ponosov. Med drugim enostavno zaradi tega, ker mi nismo sposobni se pogovarjati na enak način kot oni. In zato mislim, da tudi ta komisarska saga zdaj je samo nadaljevanje te politike prejšnjih podobno žalostnih situacij in tega, da na enak način, pravzaprav, kot sem prej razlagal, problem z medijskim prostorom v Sloveniji, ne, ki atrofira zato, ker sploh ga ne opazimo. Ne opazimo, da je to bistveno resnejši problem kot malo popravljanje nekega medijskega zakona. Podobno se dogaja tukaj. Mi nismo spoznali, da smo del Evropske unije, ki je nek živ organizem, v katerem potrebuješ svoj živčni sistem, ne? Potrebuješ neko kri, ki teče po žilah. Ne? Mi bi morali ta Bruselj dosti bolj čutiti in skrbeti, da imamo tam svoje ljudi, ne? Ki razumejo, preden bi koga predlagali, bi tiho potipali, ne? Pa preverili, a je ta pravi, in ko nekoga imenuješ, da je kandidat, moraš pravzaprav že vedeti, da bo šel naprej, ne pa da prvo daš ime, pa greš vprašati, da bi šel, pa nastane cela zmeda. In to je tudi eden izmed razlogov, zakaj po moje marsikdo, ki bi bil sposoben se potem v te politične igre tudi noče spuščati, ne? Zakaj bi pa si pustil umazati obraz. Ne? Tako da mislim, da to je nek širši problem, ki presega problematiko te vlade, se bojim. Kje pa rešitev vidite za to? Kako to presekati? Ne samo v Sloveniji, konec koncev ste rekli, tudi v tujini je neka hipnost zavladala, vse, kar zahteva malo več truda, je že nekaj, kar je bolj oddaljeno. Prej na začetku sva govorila o epohalnostih teh sprememb, ki jih mi živimo v tem trenutku, ne? Ki so primerljive 500 let nazaj. Enostavno, staro še ni umrlo, novo se pa še ni rodilo. Ali pa se rojeva. Ne? Smo v nekem zelo živem času. Zelo dosti sprememb se dogaja hkrati. Ne po naključju je
Svetovna zdravstvena organizacija naše obdobje poimenovala permakriza. Mislim, mi smo v stalni krizi in to množici kriz, ki se nam dogajajo hkrati in kjer poskušamo se nekako ujeti. In enostavno ni še prišlo, mi iščemo, kje bo prišlo do nekih novih težišč, ki bodo spostavili nek red. V tem smislu, da se bo tu dalo normalno živeti, da greš lahko zvečer mirno spat, ne pa da se ukvarjaš z milijonom vprašanj, kaj se dogaja. Mi v tem trenutku imamo zelo zanimivo situacijo, globalno vzeto, tudi zato, ker smo se znašli v neki situaciji, ki je spet zelo podobna tej na začetku 20. stoletja, ko ste imeli najprej bančni sistem, pa pol naftni sistem, ki sta pravzaprav vladala v svetu. Včasih smo imeli 7 sester naftnih družb, za katere veljalo, da vladajo svet. Danes pač imate 7 tehnoloških podjetij, ki so v istem položaju. Zdaj, delno se je to politično rešilo, se je tudi koga razbilo pa predstavilo, delno pa je tehnološki razvoj šel naprej, pa niso več bili tako pomembni. Te tehnološke spremembe, ki se dogajajo, se mi zdijo, da bodo marsikaj, z marsikaterim tokom se bomo enostavno morali naučiti plavati. In tukaj še ne znamo čisto dobro. Zakaj sem omenil to? Zaradi tega, ker nekatere zahodne države so recimo imenovale svoje veleposlanike pri tehnoloških podjetjih. Danska je v nekem trenutku dobesedno imenovala veleposlanika pri Microsoftu, Apple in tako naprej, ker so to podjetja, ki so danes močnejša od večine držav na svetu. In mi moramo najti neko novo ravnotežje tudi med temi podjetji ogromnimi in vladami. Moramo sploh videti, kako bo izgledal mednarodni sistem, ki je v tem trenutku popolnoma zunaj ravnotežja. Združeni narodi, takšni kot so, z varnostnim svetom, ki mu danes Slovenija predseduje, takšnim kot je, so narejeni bili za 20. stoletje. Tam manjkajo nekatere bistvene države, kot je Indija recimo, ki je po številu prebivalcev že danes največja država na svetu, kmalu bo tudi gospodarsko lovila voditelje. Ta globalna moč se nekako premešča in tu bo Evropa morala najti neko novo svojo vlogo. In to, da manjkajo neki resni politiki v tem trenutku, se mi zdi ravno glavna težava, ker v tem trenutku bi potrebovali nove Schumane, recimo, ki bi bili sposobni neko novo vizijo Evrope odpreti. Ker zdi se mi, da če pogledate velike države, Kitajska, relativno jasna vizija. Indija, tudi relativno jasna vizija. Pričakujem v naslednjih nekaj desetletjih spon večjih afriških držav, recimo, ki bodo tudi stopile na ta parket. Združene države Amerike, ki so neverjetno v primerjavi z nami dinamične in so sposobne hitro se razvijati. Konec koncev, kot vidite, če pogledate glavna tehnološka podjetja, za katera je Evropska unija napisala akt o digitalnih storitvah in digitalnih trgih, drugi akt, ne regulira niti enega evropskega podjetja v resnici, ampak samo ameriške pa eno kitajsko ali dve. Skratka, ves razvoj v tem trenutku je v Združenih državah Amerike in na Kitajskem, pa v Indiji še. Evropa usodno zaostaja. Tukaj bo tudi vprašanje tega, kar mogoče bo tudi Draghijevo poročilo prineslo zdaj, neko spoznanje tega, kar več ali manj je tako ali tako jasno. Evropa je kot en muzej v resnici na prostem, kamor prihajajo kitajski, indijski, ameriški turisti, mi smo pa vse bolj prodajalci kart na vratih, ki tako kot v Benetkah ali pa zdaj v Dubrovniku tudi na vratih zaračunavajo vstopnino. Mi bomo morali enostavno svoje možgane začeti spet aktivno uporabljati. Smo si pa, bi rekel, Kitajsko sami v Evropi ukrepili. Ogromno enega znanja smo to izvažali, še izvažamo leta in leta. Jaz sem na strani tistih, ki menijo, da to ni ključen problem. Ključen problem je, da smo mi tako nedinamični, tako netekmovalni, da smo bili tako zadovoljni sami sabo,
da nas je presenetila kitajska dinamičnost. Ne? Čeprav jaz sem vedno gledal tako, ne? Včasih so se vsi smejali japonskim proizvodom, ne? Japonci so po drugi svetovni vojni ostali bogi reveži, nič niso imeli, potem so jim Američani malo pomagali industrijo spet na noge postavljati, pa so najprej prodajali neke plastične igračke, ne? Pa so potem delali neke poceni elektroniko, ne? Pa je ta elektronika počasi postala vse boljša, pa so pol neke mopede začeli delati, pa so pol avtomobile začeli delati in na koncu so bili high-tech. Ne? Okay. Veliko presenečenje, ne? Za Zahod, sploh za Američane, cele menedžerske teorije so se zato razvijale, kaj narediti. Okay, zgodila se je Japonska, vredo, Japonska se ti zgodi. Ampak potem je prišla Koreja, ki je šla po popolnoma isti poti. Ne? Jaz se še spomnim, jaz sem toliko star, da je ideja korejskega avtomobila mi bila tako, ne? Korejski avto, okay, japonski še najboljše, Honda, ne? Korejski avto, to da ne more res ne. In Korejci capa, ne? Danes so eni redkih, ki znajo nuklearno elektrarno zgraditi v resnici, ne? In so resen kandidat, da bi tudi pri nas mogoče gradili. Ne? Skratka, In potem so se pojavili Kitajci, ne? Poceni kitajske trgovine, pa nek tekstil, pa spet poceni igračke, pa tako. Pa potem so se prvi avtomobili pojavili, ne? Pa smo vsi tako kitajske avto. Ne? In na koncu pridemo do tega, da tehnološko pravzaprav je Kitajska, ne, se postavila na noge. Mi smo med tem se samo imeli fajn. Ne? Jaz si celo drznem reči, na veliko smo se tudi odvadili delati. Ne? Odvadili smo se študirati. Ne? Mi smo zgradili družbo, v kateri se pričakuje od vseh, da bojo šli na univerzo. Ne? To nekatere raziskave zdaj že resno kažejo problem. Včasih so univerzitetno izobraženi ljudje pač imeli IQ nad 110, recimo povprečju. Ne? Danes, ne, so prišli na 100, kar pomeni, da to, da si končal univerzo, ne pomeni, da si karkoli pametnejši od ostalih. Ne. Se pravi, tu je vsa selekcija zginila. In velja garbage in garbage out. Mislim, če pripelješ vse not, to, kar dobiš na drugi strani, so še vedno vsi isti. Ni več proizvodnje elit. Ne. Včasih, če si končal nek elitni program študijski pri nas, ni več samo pri nas to problem, ne, si bil nekdo. So se podjetja tepla za tebe. Danes vsi imajo diplome. Zdaj, na univerzi tudi ne smete preveč obremenjevati več študentov, ne, ker niso zadovoljni. In konec koncev, oni so uporabniki storitev, oni so kupci, tako rekoč. In zato so kralji. In zato imate danes anketiranje študentov, ki ocenjujejo profesorje. Ne, zdaj, če te ocenjuje, se boš pač pametno postavil in ne boš si preveč kompliciral življenja. Ne? Skratka, to vse dela na tem, da ne, cel ta sistem je razpadel. Medtem si pogledajte, kako Azijci študirajo, ne? In kako izgleda njihov sistem izbire elit. Ampak isto smo začeli na delovnih mestih. Ne? Generacije z službo, da bi hodili. Nehajte se hecati. Ne? 3 dni mogoče še na teden bi prišel pogledati kaj. Ne? Pa fleksibilen delovni čas bi imel, lepo prosim. Pa to, kar smo zdaj vedeli, ne me nadlegovati zunaj delovnega časa, ne, imam pravico do odklopa. Skratka, mi ne bi nič več delali in to postaja resen problem Zahoda, ne, in pravzaprav smo že pred desetletji nehali delati. Ne. Pol smo začeli si uvažati delovno silo, pa zdaj v Sloveniji čutimo, ne, že nekatera trenja, recimo v Kranju, Velenju, ne, in tako se pojavljajo prvi problemi, ampak te problemi še niso bili tako problematično, ker mi smo uvažali delovno silo iz prostora bivše Jugoslavije, ljudje, ki so prihajali, vsaj prva generacija je bila še zainteresirana za asimilacijo, ne, in se je prilagodigala novemu prostoru. Jaz opažam pri drugi generaciji zdaj, da se vrača k svojim koreninam, ne, in da pravzaprav se vrača k svoji osnovni identiteti, kar sproža nove probleme potem tudi v Sloveniji, ampak zdaj je ta prostor več ali manj izpraznjen, oziroma ti ljudje, če že kam grejo naprej. To je zelo zabavno gledati, jaz gledam, kako celo nekatere zahodne države, sploh skandinavske države, na veliko uvažajo študente iz naših prostorov, ne, z popolnoma jasno sliko, da večina teh ljudi ne bodo študirala, pa bojo ostali vseeno pri njih, ker pravzaprav gre za upravljanje belih migracij, o čemer seveda ne bomo
nikoli ne bomo priznali, ne, ampak če hočete razumeti praznjenje Hrvaške, Srbije, Bosne in tako naprej, delno je to pogojeno tudi z zavestnimi migracijskimi politikami danes, kakšne Nizozemske in katere druge države, ki poskušajo na ta način si bližnje kulture pripeljati, kot recimo Slovenija zdaj bo delala na tem, da pripeljemo Filipince, ker so nam bližje od druge delovne sile, ampak dejstvo je, da v Slovenijo na veliko že se uvažajo Nepalci, ne, in ostali delavci iz ostalih azijskih držav, in jaz pričakujem, v kratkem bomo imeli v gradbeništvu zelo dosti Indijcev recimo in tako naprej. To bo pa sprožilo probleme, kakršne danes videvamo po celi Evropi, ker se nihče s tem ne ukvarja kot problemom ali pa izzivom ali pa priložnosti, hočete, ampak te zadeve niso tako enostavne, kot se zdijo na prvi pogled. Skratka, spreminja se tudi struktura družbe. In mi s tem ne znamo upravljati. Mi s tem nočemo upravljati. Mi se s tem sploh ne ukvarjamo. Zadnjič smo ravno s kolegom statistike se pogovarjal. Mi smo tudi nehali sistematično spremljati podatke, ki bi nam razkrivali strukturo družbe. Ne? Mi ne spremljamo redno nacionalne sestave prebivalstva več. Ne? Nihče vas več nikjer ne vpraša, katere narodnosti ste. Nihče vas ne vpraša po veri. Ne? Jaz se ravno odpravljam na eno predavanje v Združene arabske emirate, ne, kjer vprašalnik, kjer te vprašajo nacionalnost in prejšnja nacionalnost, vera, vse te lepo popišejo, ne, ker to niso nepomembne zadeve. Ljudje nismo tako gnetljivi, ne, da bi rekli, ne, vsi različni, vsi enakopravni, ne vidim nič, kakšne barve si, kakšnega spola si, kaj si, nič ne, vsi se imamo radi. Ne. Lahko se imamo radi, ko se kje pogovarjamo v kakšnem krogu, ampak spet se vrnem na začetek. Ne. Mi imamo nek slovenski način življenja, ki nam je drag, ne. In v Sloveniji imamo, jaz vedno ponavljam, marsikje sem živel, v Sloveniji imamo eno najvišjih kakovosti življenja, kar sem jih videl. Ne. Hrana ima pri nas še vedno okus. Marsikje, če greš na paradižnik, ne veš, ali ješ paradižnik ali ješ jagode, isto okus je. Eno in drugo. Skratka, imamo hrano, imamo vino, znamo lepo živeti. In lepo je, greš okoli, hribi, morje, vse je lepo. Skratka, čisto, ja, vred, varno in tako naprej. Skratka, obstaja nek način. Ta naš način življenja je del tega evropskega načina življenja, ki se ga je tudi Evropska komisija zavezala, da ga bo varovala. Mi imamo svoj način življenja. In o tem bi morali razmišljati, kako ga varovati in kako ga razvijati naprej. Se je skozi stoletja spreminjal, in se bo verjetno tudi spreminjal. Ampak je ostal nekako v jedru naš. In kako to lahko ostane naše, se mi zdi, za naše obdobje najtežje vprašanje. Tako za nas, kot za druge države, če hočete. Ključ za odgovor ima politika, ima družba, tako da jaz na tej točki bi rekel, pa tudi konec koncev ljudje iz strokovnih krogov, ki nekaj vejo, ki so nekaj prebrali. Tako da bi se vam zahvalil za današnji pogovor. Pa po kakšni priložnosti še nadaljujemo s kakšno drugo temo. Tako da hvala. Hvala.